Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v novem poletnem pogovoru na BKTV. Veliko čast mi je, da je danes v moji družbi, jaz bi rekla, kar najboljši mariborski šef Sebastijan Plevčak. Sem prav izgovorila? Ste. Odlično. Hvala, da ste se odzvali, da ste tukaj. Z veseljem. Danes imamo kar nekaj časa, tako da se bova obrnila v začetek vašega kulinaričnega udejstvovanja. Že kot mali fant je bilo neko veselje v kuhinji. Kdo vas je navdušil za to? Pač že dostikrat je bilo to vprašanje tako izrečeno in jaz vedno pravim, pač od nekdaj sem rad kuhal, pekel, pomagal staršem. Zdaj pa, da bi me nekdo res tako hudo navdušil, da bi rekel od začetka, od takrat, to bo pa moj poklic, to me veseli, pač seveda ni bilo tako. Pač jaz sem se v kulinariko realno zaljubil tekom šolanja na srednji, vseh praks, katerih sem imel, in konec koncem z vsem tem delom, spoznavanje novih ljudi, okusov, nasplošno bi lahko rekli, da so bila kar taka postopnička. Aha, ja, tako včasih mora biti, ne? Ja. Pa ste kot otrok radi poskušali neke nove okuse, ker včasih slišimo, kaj vse otrok ne je, recimo. Ste bili problematični? Težko bi rekel, no. Nikoli ne, da bi se zavedal, da bi zdaj rekel, da kot otrok nečesa nisem jedel ali pa ne maral. Kaj pa danes? Danes se najde par stvari, seveda. No. Ja, tudi kaj takega, kar v kuhinji uporabljate, morate? Kaka zelenjava je ponavadi to, ko ne gre najbolj, ne? Načeloma paprika ni nekako najljubša za mene, pač všeč mi je okus. Potrjujem, paprike ne rabimo. Nekaj vmes mi je okej, ne, ampak generalno tako surove. Za prigrizek surova paprika. Pa žal ne bi, ne. Se popolnoma strinjam, ni najboljša. Okej. Se pravi, stopničko pa stopničko, ampak že srednja šola v smeri tega poklica, kjer ste danes, ne? Ja, seveda. Kako je bilo ravno to, ker ste rekli, počasi ste napredovali z ljubeznijo, je teorija tako zelo drugačna tudi od prakse, ali je že pri teoriji bilo mnogo zanimivega? Ne, seveda, teorija je tista mogoče v prvem trenutku, ki te nekako potegne in začneš razmišljati, ampak je še vseeno tisto, po moje piko na i, tiste mozaike v svoji sestavljanki, pa ti dajo konec koncev mentorji, za katerimi si delal, šefi, pri katerih si se učil, ne. Šola je pa res tista dobra odskočna deska, ne. Ja, za tiste, ki želijo, ne, in seveda, pač pri vsaki stvari je tak, da neka delovna etika in vse skupaj je tista pač najbolj pomembna stvar, katera je pač ta želja po učenju in delu, ki nasplošno lahko pol nekaj pač ustvariš. Če bi mogoče se ozrli vaše šolanje tako srednjo kot pol naprej, takrat in pa danes, a smo napredovali že tudi, kar se tiče izobraževanja? Je danes mogoče lažje tistim, ki gredo to pot? Težko rečeno, ne, ker je odvisno res od posameznika, kako željo ima ali pa karkoli, ne. Je pa po eni strani lažje, ker je pač ta širni splet je odprt. Pač mi smo se realno učili iz knjig, ne, ker še vseeno ni bilo na internetu toliko stvari, ne. Zdaj pa se ti učiš, dejansko vse tehnike, vse se lahko naučiš preko spleta. Težko pa najdeš ti neko svojo identiteto oziroma rabiš nekega mentorja, nekaj, da ti pač te nekam res usmeri oziroma da nekaj pač vidiš. In velik del tega je tudi kreativa, ne? Ker pač verjetno ne moreš biti kuhar brez tega, da tu skozi nekaj dogaja. Po mojem noben poklic ne more biti taki, da pač... Da, se, ne? Ja. Tisto, nekaj za računalnikov, neke številke. Ja, samo konec koncev, ne, tudi dober računovodja mora biti kreativen, ne, če želimo tako. Če dobro želi speljati mesec, ne? Točno tako, ne. Ne, ampak ja, pač kreativa je del našega poklica, je pač marsikdaj se tudi primerjamo z nekimi umetniki, da krožniki so naša platna, okusi, ne. Vse konec koncev je nekako povezano s kreativo, ne. Konec koncev eno je ta kreativni aspekt, drugo je pa aspekt, kateri
pač delaš z rokami, si precizen, moraš biti natančen in konec koncev konstanten. Ja. Ravno vse to potem, da ostaneš na vrhu ves čas, ne? In ja, kot sem na začetku rekla, eden najboljši mariborski šef bi lahko rekla, pa vendar se mi zdi vedno skromen. Pač jaz vedno pravim, da morajo to drugi presoditi, ne? Ker konec koncev vsi smo samo ljudje, sploh jaz se vidim konec koncev na višji šoli oziroma v restavraciji 7, ko dejansko ogromno delamo z mladino, z študenti, konec koncev z dijaki ali pa s komerkoli, ne. Pač ne smeš biti zvišen. Pač jaz sem tukaj oziroma na šoli, da delim vso znanje, ki ga imam. In pač ni prostora, da bi bil zvišen ali pa karkoli, ne. Jaz mislim, da pač morajo ljudje sami presoditi, pa dati tisto res dobro kritiko ali pa karkoli, ne. Da to je tisto, kaj naredi človeka, ne. Oziroma krožnik potem na koncu, ne. Ja, saj, samo najlažje je priti do nekoga pa reči, jaz sem najboljši, ne. Ja, ne, to morajo ljudje reči. In to je mogoče tista stvar, ki pač jaz nikoli ne bom se nikamor umestil. Ker jaz mislim, da pač naše poslanstvo, moje poslanstvo je na šoli predati vso znanje, ki ga imam in konec koncev zadovoljiti vse goste, za katere kuhamo. A je mogoče Maribor kot kraj malce na kulinaričnem zemljevidu Slovenije zapostavljen v tem ugledu, kar govorimo o vrhunske kulinarike? Ali se izboljšuje v zadnjih letih? Pač jaz ne bi rekel, da smo zapostavljeni ali kakorkoli, ne. Zdaj pač konec koncev si kreiramo kulinarično usodo Maribora sami, ne. So pač posamezniki oziroma so restauracije, katere konec koncev gledajo na zelo velike dobičke oziroma na dobičke. Nekatere gledajo res na zadovoljnost gostov in tu je zelo težko se postaviti nekako res na kulinarični zemljevid. Imamo ogromno vrhunskih restauracij, ne pozabiti, pač je tu Mag, Deng, Fudo, Hotel City, konec koncev zdaj na novo odprta restauracija Doppler, Opok, pač je res ogromno restauracij, ki se res lahko vsi kosamo z najboljšimi po celi Sloveniji, ne. Ampak konec koncev mogoče naša struktura gostov, mariborskih gostov in tudi mogoče ne taki naval turistov, so mogoče tista zadeva, katera nam ne dovoljuje mogoče takega igranja, kot je mogoče v Ljubljani na tem fine dining področju, recimo, ne. Je pa tudi na koncu koncev, če je ciljna skupina, če so Mariborčani, ne tako zelo turisti, se tudi hitro negodujejo nad cenami, recimo, ki pritičejo potem, ne, pač takšnim restauracijam. Ker v Ljubljani se mi zdi tega ni, ne? Mislim, vse koliko pa je Ljubljančanov v Ljubljani, ne? Ja, ravno o tem deležu turistov govori. Ja, pač konec koncev, recimo naša restauracija, pač mi slonimo na slovenskih gostih, konec koncev na Mariborčanih, ker še vseeno mislim, da pač smo dostopni, da tudi generalno, če gledamo že proti Ljubljani, proti obali, so vse restauracije par procentov cenejše kot pa mogoče drugje, ne, tako da zdaj to je tako težko rečeno, ne, ampak jaz mislim, da je še vseeno tisti Mariborčan, Štajerec, kateri si bo želel iti pač to kulinariko poskusiti, pač bo šel, ne boš pogledal konec koncev ceno, ne. Saj na krožniku je pa kvaliteta na koncu, ne. Je pa kvaliteta, je lokalne surovine, pač težko to zdaj spet gledati vse preko denarja, ne, vedno se gre za neko doživetje, za neko razvajanje, se pač mogoče niso te fine dining restauracije, da greš, ne vem, vsaki teden, ampak greš mogoče enkrat, dvakrat na leto, pelješ res tiste osebe, ki so ti pri srcu, ali konec koncev poslovne partnerje, ne, na neko doživetje in vse skupaj, ne. Ampak ja, mislim, da če si lahko
privoščimo pico za 15 €, Pa si jo privoščimo recimo 3-krat na mesec, pa si raje ne? pa ne bomo rekli samo 3-krat Ja. na mesec, ne? Ja. Si lahko res en vrhunski krožnik, mogoče za 25 ali pa 30 € tudi kdaj. Ne? In če damo v perspektivo pice ali pa res en krožnik, za katerega je bilo res ogromno truda, res lokalne sestavine in vse skupaj, in je ta krožnik res nekdo pripravil, si ga zmislil, dal svojo kreativo in ga pripravljal nekaj časa, za primerjavi pice ali pa burgerje, ko so toliko in zdaj z tudi previsokimi cenami Ja. iz mojih oči, ne? Ja, sploh če primerjamo s tem S tem krožnikom, ne, ki krožnikom, so ne. res nekaj stopnic narazen, ne samo In- stopničk. Pač druga branža, konec koncev, ne? Je to zdaj pač težko reči. Ko smo prej govorili o tem, da kuharja ravno krožnik predstavi, ne, kateri pa so tisti trije okusi, ki so vaš podpis? Pa jaz ne bi rekel, da pač imam jaz neki zdaj krožnik, ki Ali pa okus, bi rekel, da me podpiše. Jaz mislim, da mene definirajo res ti neki naravni okusi, naravne surovine, ki dejansko jih ne preveč spreminjamo. Pač jaz vedno pravim, ostanimo v pristnost okusa, če je korenje, naj bo korenje. Če je to konec koncev krompir, naj bo krompir. Ne rabimo tu dodajati ne vem kaj vse skupaj. Ne? In vedno se nekako probam osredotočiti, ne vem, na naše okolje, konec koncev tudi na mojo mladost, ko pač nikoli se ni kompliciralo. Ne? Jedel sem v ogromno restavracijah, delal sem v ogromno restavracijah, ampak konec koncev pol vidiš, da vsak človek išče neko to domačnost. Išče nekaj, mogoče, kaj ga spomni na eno stvar enkrat nekje, ali je to bilo doma, ali pri babici, ali pa konec koncev s prijatelji na morju. Ne? Nek prijeten občutek. Ne? Neki prijeten občutek, in to je tisto, kar moramo mi kot kuharji, kot delavci v gostinstvu spodbujati pri gostih, da jih konec koncev, da pridejo nazaj, da podoživijo to, in se vedno moramo pogledati v sebe za neke stvari, če je res nam dobro, pač verjamem in upam, da bo tudi gostom. Če pa nekaj na silo, zato da bi naj bilo dobro gostu, pa včasih ni uspeh, ne? Ja, vsi vemo, ne. Treba kuhati za dušo, ne. Prej ste govorili o mentorjih, da so zelo pomembni, zdaj ste pravzaprav vi mentor, kako se krog življenja zasuče, ne? Ja. A so kateri pustili še poseben pečat na vas? Pač jaz bi rekel, da vsak je dal ta kamenček v moj mozaik, daleč od tega, da bi zdaj rekel, da je bil nekdo bolj tisti, ko me je brcno, ali pa pač... Prenesenem pomenu, ne? Ja, ali porinil, ali pa mi dal nekaj več, ne. Ampak generalno vsi so nekaj delali prav, da sem pač takšen, kot sem. No, ampak tudi sam, ne, kot smo prej govorila, tisto pripravljenost za trdo delo, pa motivacija, ne, za naprej. Ja, se to je pol roka z Eno roko, z enim, eno ja. Ja. Kako pa se razlikuje mentorsko delo zdaj, oziroma predajanje znanja? Pač jaz generalno nimam težave z predajanjem znanja, ker pač jaz vedno pravim, da sem jaz pa moji kuharji dejansko odprte knjige, nič ne skrivamo, noben recept ne skrivamo, vse damo dalje, vse povemo, kak je kaj, ne. In zdaj pač samo važno, kakšna spužva je tisti, ki je, ne. Pač stvar je v tem, da dostikrat je tako, da pač jaz kot mentor, jaz kot šef, ne, pri nas delajo vsi študenti, ki so na šoli. Torej, kar pomeni, da pač sem vsem na nek način mentor. Ampak to še ne pomeni, da oni mogoče mene vidijo kot mentorja, ne. Ker konec koncev vsak si izbere svojega mentorja, ne. In težko je nekoga prisiliti, če pač mogoče on tebe ne vidi kot mentorja, ne. Ampak mi smo še vseeno tu, da damo vso znanje, ki ga imamo, ne. In včasih je težko, ja. Včasih je treba narediti 2 ali pa 3 korake naprej, včasih tudi 2 ali pa 3 korake nazaj, ne. Ampak je res važno, da spoznaš vsakega, kateri je
se pripravljen učiti, ki ima voljo. Pač tako kot sem rekel, pač odvisno, kak je tvoj mentoriranec, kakšna spužva je. Ne? Mi smo pripravljeni dati ogromno znanja. Vse praktično, ne? Ja. Skoraj vse, ne? Pač pol pa je samo važno, koliko ta spužva vpije. Kak pa je nek delež tistih, ki končajo šolo, ki ostanejo? Vem, da mogoče nimate te informacije, pa vendar so verjetno tisti, ki obupajo in tisti, ki, ko se prebijajo, čez to rečejo, da je to, ne? Ja, mislim, zelo težko je reči, ker ogromno je takšnih, ki konča šolo, so vsi nahajpani, grejo pa delajo, pa konec koncev mogoče uspejo, ampak potem se zgodi življenje, se zgodi mogoče družina, se zgodi karkoli, ne? In pač iščejo neke mogoče boljše možnosti. Ne? Ali so to časovne ali so to finančne, in takrat je ponavadi po nekaj letih dela v gostinstvu se mogoče to kdaj spremeni. Ne? Ja, ker gostinstvo je garaštvo, ne? Mogoče se tega ne zavedamo tako zelo. Pač ne bi rekel, da je garaštvo, jaz bi rekel, da je pač težki poklic, katerega težko delaš, če ga nimaš rad. Vse to v vsakem poklicu bi rekel človek. Ja, ampak dosti kje se lažje prisiliš, ne? Ker pač mi delamo za ljudi, ne? Pač za širšo javnost. In realno slabo počutje se čuti na krožnikih. Ne moreš tako dobro skuhati, da pač, če si ti slabe volje, da bo zdaj konstantno ali pa z glavobolom, ali nek, ne? Pač se hitro kaj pozna, ne? In zato jaz vedno pravim, da pač težko je delati v tem poklicu, če ga res nimaš rad. Ne? Saj lahko se prisiliš, samo na dolgi rok pa to, krožniki potem niso to, kar bi si želeli, ne? Pa ja, pa saj ni tu samo kuharski poklic, ne? Govorimo o gostinstvu, ne? Saj tu še je strežba, tu so še dobavitelji, vzreditelji, konec koncev vsi, ki pridelujejo zelenjavo in vse, ne? In če ni ta neki krog lepo vzpostavljen, da so vsi zadovoljni konec koncev, ne? Lahko hitro pride do kakih nihanj. In v Sedanki imate kar dobro vse pod kontrolo. Mislim, se trudimo. Res se trudimo. Mislim, da z vsakim letom, z koncem pač smo na nek način mlada ekipa, smo zelo mladi mogoče prevzeli to restauracijo in koncev z vsakim letom se nekaj več naučimo, mogoče še dodatno nekako odrastemo in delamo, mislim, da korake v pravi smeri. No. Ja, verjetno tudi obisk je pokazatelj tega, da delate v dobro smer, ne? Ja. In zadovoljni gostje, ki se vračajo, kar smo prej ugotavljala, ne? Kaj je najbolj pomembno? Ja, tako. Pa da bi še mogoče kar želel ostati. Ja. Ampak ste od nekdaj imeli željo, ko smo prej govorili o tistem, da ni bilo momenta, ko je bilo, jaz bom pa kuhar. Je bil kdaj moment, jaz bi bil pa pedagog, jaz bi bil pa mentor? Načeloma... Ali se je tudi zgodilo spontano? Načeloma se je na nek način zgodilo spontano. No. Mislim, jaz sem zelo taki človek, da nekako ne iščem sam priložnosti. Da jaz vedno pravim, da pač, če ti je nekaj namenjeno, ponavadi to pride samo. In zato jaz nikoli nočem dirjati v neko stvar ali pa se zaletavati. In ja, nekako se je to zgodilo potem z študijem na višji šoli in pol ta prehod v restauracijo 7 in to mentoriranje se je nekako zgodilo kar spontano, ni bilo to, da bi rekel, že v začetku moje kulinarične želje, da bi zdaj pač jaz učil. Ne. Meni je bilo važno, da se jaz čim več naučim. Ne. In potem smo bili, sploh v začetku smo bili, ko smo se še sami mogli ogromno naučiti, ne, da smo tu, kjer smo. Ne. Ja, in šef se verjetno uči še zdaj, tudi vi, ne? Ja, celo življenje? Celo življenje, ja. Ja. Kaj vas je mogoče nazadnje presenetilo? Da lahko v vakuumirki vakuumiraš 4 vakuum vrečke namesto 2.
Težko si to predstavljati, ampak to je bilo ono, wow. Ne. Olajša kar nekaj. Olajša kar nekaj dela, ja, ampak Skrajša. ja. Ne, pa se pač konstantno je, ne, pač vedno so neke stvari, ki mogoče nekdo da samo neki povod ali pa idejo, potem to nekako skupaj speljemo, se nekaj naučimo iz tega, ne. Tako da, ja, pač konstantno, ne. Kako pa poteka povprečen dan restavraciji 7? Kdaj se vse skupaj začne, kdaj se konča, kaj vse so faze dneva do, ne vem, konca postrežbe? Joj. Pač Saj imamo dosti časa. Vem. Pač načeloma dan se začne nekje tam med 7:30 pa 8, včasih tudi prej, čisto odvisno. Ob 8 pridejo vsi študenti tudi v kuhinjo, kakor v strežbo. In potem načeloma med to 8 in 11 uro imamo čas za pripravo, kjer se pač pripravljajo kosila, kjer se načeloma skoraj vsak dan skuha vse sveže, vse se pripravi. Pač v tem procesu pač še se mentorira študente, kako se kaj naredi, kako se kaj pripravi in to. Potem vmes še imamo v tem času med 8 in načeloma pol 11 čas za zajtrke. Torej, če že kiri gost pride, lahko dobi kakšna jajčka na oko ali pa vmešana, ne. Ni zdaj pač obilni zajtrk ali kakorkoli, ampak pač je neka dodatna ponudba, če smo že mi tam, ne. Ja. Tako da to. Vmes takoj zjutraj se recimo nahranijo druži, da lahko še kruh zamesimo tekom dneva. In potem načeloma ob 11 se restavracija odpre za kosila in v tem času sta načeloma en mentor in en študent dejansko kuhata ta kosila. Drugi mentor pa drugi študent pa načeloma delata pripravo za večerje. Zdaj pa če res fejst gužva ali pa karkoli, da mogoče dva študent in mentor ne uspeta, potem še ali študent ali pa mentor stopi ima v pomoč in se dela priprava nekje tam do 4, dokler so kosila. Potem se med 4. pa 5. uro kuhna generalno sčisti in se dejansko pripravi na večerni servis. In potem odvisno od rezervacij, včasih so že tako ob 5, včasih ob 7, se pa pač posvetimo večernemu servisu, ker pa tudi, če ni velike frekvence, lahko še nekdo kakšno pripravo dela, drugače pa samo večerni servis, pomivanje, pospravljanje in zaključek. In ste uigrana ekipa? Ja, smo, lahko rečem, da smo, no. Tudi študentje se hitro vključijo, hitro vidijo in pač realno jih niti nekako ne rabiš voditi. A ja, ne šparate jih? Ne šparamo, Aha, ne. okej. Jih kar hitro vržemo v vodo, da pač Splavajo. Splavajo, se splavajo pod našim mentorstvom, ne. Daleč od tega, da bi gledaj tuje pa delaj, ne. Ja. Ampak ne, pač smo ugotovili, da ko smo jih šparali pa puščali, pa smo večino dela mi hoteli narediti, pa gledaj, pa se uči, da so manj odnesli, kot pa gledaj, tu delaj, to moraš delati, to, pa tak, pa tak. Je mogoče malo bolj naporno za njih, ampak zato so pri nas, da se čim več naučijo, ne. A dajo kdaj tudi kakšne ideje svoje? So tako pogumni? Ja, mislim, se pogovarjamo, če ima kdo kako dobro idejo, se nekako lahko reče, ne da upošteva, ampak se vzame nekje, nekam in potem, ko pač pride pravi čas za to, ali pa pač, ali so to kosila, če za kosila je to mogoče že naslednji teden, če pa za kakšne večerje ali pa kaj takega, pa se to pač mogoče, ko se menjava, se gleda, to pa je on rekel, dajmo to probati, ne. Na koliko časa pa se menjava? Mi načeloma menjavamo nekako 3-krat letno. Tako da imamo zimo, mislim, bolj kot ne zimo, potem jesen, poletje, ki pa se pol ga nekako mi kar povežemo v nekako bolj zimskega, bolj koreninskega, zaradi tega, ker čez glavno sezono, čez poletje smo mi načeloma zaprti, ker je tudi Maribor generalno skoraj prazen. Ja.
In potem ta poletni jedilnik potegnemo mogoče malo dlje, ker konec koncev tudi lahko trkamo, nam vreme dopušča, da so še oktobra visoke temperature skoraj in še imamo te surovine, katere lahko vključimo in potem lepo prešaltamo, kar generalno skoraj na zimskega z malimi korekcijami in je to. Zaenkrat hvala, sledi kratek premor, gledalke in gledalci, ostanite v najini družbi. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni nazaj. V moji družbi je še vedno Sebastijan Plevčak in veliko govorimo o hrani, ne? Tako da verjetno si bodo ljudje potem kar privoščili kako večerjo. Upam, da mogoče kak navdih dobijo od vas. Govorila smo o jedilniku in mislim, da imate tudi to mentaliteto zero waste, ne? Čim več želite porabiti oziroma vse. Pač probamo seveda, saj pač kakorkoli se čuje, ne? Vsaka stvar stane. Ne? In pač škoda je nekaj, kaj bi še lahko uporabljali, pa še lahko uporabljamo zavreči. Ker pač ni to toliko, da bomo zdaj ne vem koliko prišparali, ne? Ampak gre ogromno stvari narediti iz, ne vem, olupka korenja konec koncev ali pa česarkoli, ne? In vedno slonimo nekako temu, da probamo čim več hrane reciklirati oziroma če ne drugo, vsaj tako malo naročati, pač nam vsak dan skoraj vozijo zelenjavo, tudi meso in take stvari. In rajši naročujemo malo po malo, saj marsikateri dobavitelj se križa zaradi tega, ker nam vsak dan vozi, ne? Ampak generalno smo ugotovili, da pač je to najboljši pa najlažji način zavreči čim manj. Pa imate nekako lokalne pridelovalce, lokalne kmete, mislim, kako je to sploh mogoče recimo za neko restauracijo? Pač to je zelo velika težava v tem, ker ali je kmet premajhen, ali je kmet prevelik, ali je naša restauracija premajhna, ali pa je naša restauracija prevelika. Ni ravno prave. In je zelo težko res najti nekoga. Ogromno recimo pač delamo za zadrugo Dobrina, ker še vseeno mi smo šolski zavod, torej šola. In še vedno moramo delati vse preko računa, vse z naročilnicami in tako je. In tu je pač dostikrat za kmeti težava, ker ogromno jih posluje samo na gotovino. In imamo mi težavo, zato si načeloma pomagamo z zadrugo Dobrina, ki pač dejansko dobavlja od vseh možnih lokalnih kmetov in dejansko on nam tudi vozi ogromno zelenjave in sadja. Se je še kdaj zgodilo, da je zmanjkalo katere surovine, ki bi mogla biti pri večerji zraven, kako pa to rešujete? A so kakšne take anekdote iz kuhinj, ko jih mogoče samo v filmih vidimo, se dejansko dogajajo kakšne zagate, ki jih morate rešiti? Ja, dogaja se ogromno stvari, daleč od tega, ne, pač dostikrat je tako, pač naš jedilnik še vseeno ni tako eksotičen, da pač te surovine, ne vem, ne bi obstajale v Mariboru. Ne bi obstajale v Mariboru. Ajde, so mogoče nekatere, ampak te pač kupujemo mogoče na večje in s tem nekako omejimo to, da se bi lahko zgodilo. Drugače, je tudi solata zjutraj ni prišla, ne, recimo, ne. Pač, in se je šlo pač v trgovino, se je kupilo tudi 5-6 glav solat in je to, ne. Ampak pač generalno nekako probamo vseeno s tem omejiti, da se ne naročuje samo za naslednji dan, ampak se vedno gleda malenkost naprej, da če ni danes, mogoče pa bo jutri, ne, in s tem nekako probamo omejiti. Drugače je pa že zmanjkalo vse, smo že menjavali jedilnik vmes, tako da. Se je kdaj zgodilo, da je kdo kaj zažgal, pa ste mogli potem pa takšne zadeve? Ja, to se dostikrat zgodi glih pred kakimi zaprti, ko gremo na dopust ali pa karkoli. Ko so misli že odplavale. Ne, ko so mogoče misli že odplavale, pa tudi ko mi znižujemo zalogo, ne, in ko pač se zgodi ena napaka, ne, je to glih taka napaka, ker pač ni več zaloge, ne. In se je že zgodilo kar dostikrat. Tako da ne samo kreativa, še iznajdljivost mora biti v kuhinji. Kar mislim, tudi ta, vse je
kreativa, iznajdljivost oziroma ta krizni menedžment, ne, konec koncev. Ja, pač doskrat ni tako, da se glih nekaj zgodi namerno. Ja, sej, Večino se res ne zgodi namerno ali pa karkoli. Ampak pač tu moramo biti mi mentorji toliko pozorni, da pač nadzorujemo in pač res omejujemo te stvari, kaj lahko gre vse narobe. Ste miren mentor ali znate povzdigniti glas? Ne, sem miren. Ja? Nikoli hud? Ne, mislim, generalno pač jaz našo kuhinjo, našo restauracijo smatram kot polprofesionalno. Ker še vseeno mi delamo z cirka 100 študenti letno, in brez njih ne bi bila restauracija takšna, kot je. In jaz tu vedno pravim, da pač je to polprofesionalna restauracija, ki je za moje pojme na najvišjem nivoju v Sloveniji. In jaz ne morem delati z študenti, konec koncev tudi z mojimi zaposlenimi, tako fejst stroko, kot bi pač lahko drugače, če bi bili konec koncev vsi profesionalci. Samo zaradi tega, ker če študent nekaj naredi narobe, pa v istem trenutku naredi moj zaposlen nekaj narobe, ne morem reči študentu, glej, se zgodi, pač njega pa bi mogel bičati ali pa, ne. In tu je zelo težko najti ta kompromis, seveda pač kdaj povzdigneš glas, kdaj se razjeziš, kdaj vdariš po pultu ali pa ni pa zdaj glih takega nekega hudega, ne vem, presinga ali pa konec koncev, ko gledamo po kakih filmih ali pa kjerkoli, ko vidiš kuhne, ko se derejo in sploh slovenska serija, ne, dala zdaj kar nekaj. Recimo, ne, pač, ne, nisem načeloma takšen. Kot Jurij Zrnec v Ja, šefu. Pa recimo, na začetku sem gledal, zdaj več ne, ampak ja, ne. Je drugače. Je drugače, ne. Zdaj sem že izgubila rdečo nit, kaj sem hotela vprašati, ker smo prišla do Ja, šefa. A ja, to, ne, da je v bistvu polprofesionalno, ampak ljudje, obiskovalci kar smatrajo kot profesionalno, ne, in zato mogoče ste še pod večjim pritiskom v kuhinji. Mislim, pa ne toliko v kuhinji, ampak kot tudi vi osebno. Mislim, pač jaz vedno pravim, da pač mi premalo poudarjamo na splošno. Ali je to kot restauracija 7, ali je to strežba, ali je to komunikacija z gosti, z mediji ali pa s komerkoli, ne. Ta poudarek, da pač mi smo še vseeno šola. Da restauracija 7 je konec koncev učni proces. Je šolska restauracija, je učna restauracija, ne. In verjamem, pač glede na ta nivo, ki ga pač mi nekako peljemo, je navzem to težko mogoče gostom, ljudem razumeti, ne. In sami smo ustvarili ta nivo, ta pričakovanja navzven, ne. In težko je zdaj pač reči, ja, se zgodi, ne, saj smo pa šolska restauracija, ne. Standard je visoko postavljen, ne. Ja, in tu je zdaj res težko to, mislim. Ampak sami ste si krivi, ne? Sami smo si krivi. Ker zdaj nižje ne smete in sam še višje. Se noben ne pravi tega ali pa karkoli. Ja, ampak dejansko, ne. Se primerjate z pač profesionalnimi restauracijami, kljub temu, da v bistvu kuhajo. Tudi vsi ljudje mislim, da nas gledajo tako, ne. Ja. In ja, je dodaten pritisk, verjetno tudi za mlade. A se kdaj ustrašijo? Mogoče se ustrašijo na začetku, mogoče kjer ti, ko pridejo prvič k nam, ne, ko pač problem je, ker marsikdo od študentov niti ne ve, kam je pozicionirana restauracija 7, dokler ne pride k nam. Se ne zaveda. Se ne zaveda, ne. In tisti, ko pa se zaveda, pa pride z nekim strahospoštovanjem, ja. In tu se res vidi, da ker pač na višjo šolo se lahko vpiše vsak, ne rabi biti iz gostinske. In tisti, ko imajo že neko predznanje, pridejo mogoče z nekim strahospoštovanjem oziroma z neko
pripravljeni na nek pripravljeni način. mogoče na nek način, ne? In so mogoče potem v enem momentu presenečeni, da pač ni tako trda roka, kot si mogoče kdo predstavlja. Ne? Marsikdo, ko pa pride iz katere druge šole, pa niti ne pozna to stvar, pa ga je tak ali tak strah, ker je prvič stopil v kuhinjo. Ja. In tu pač pridejo in povemo, da pač ni bav, pač mi smo načeloma tam, da jim približamo ta poklic, da jim Ne pa zagrenite. ja, da jim naredimo lušte po poklicu, Ja. ne pa zdaj, da Ja, da bi In- pobegnil iz kuhinje. ne. recimo, ja. Ja. Kako se pa, glede na to, da ste pač kuhali kar po nekaj restavracijah, kako zelo se razlikujejo dela različnih timov, rečemo temu tako? Pa, kako bi rekel, mislim, se razlikujejo, pa tudi na nek način, pač hrana je hrana. Ne? Ja, no, ampak dinamika v kuhinji je tudi pomembna, ne? Dinamika pa je pač zelo pomembna. Pač, kako bi rekel, konec koncev, če si ti pripravljen se učiti, pa če to delaš z neko željo, neko dušo, se zelo hitro privadiš kakršne koli dinamike. Tudi ko je zelo naporno. Zelo naporno in so 16-urni delovniki in pač težko je to opisati, ne? Ker nekdo, ko pač reče, ja, kak je 16 ur delati v kuhinji. Probaj, ne? Ja, ne? Vse je fajn, vse je pač druga dinamika, vse je, samo pač to lahko delaš konec koncev mogoče pri 20, 25, pač ko si res še mlad. Poj, sprobaj, poj v Skandinavijo, poj v res te najboljše restavracije z Michelinovimi zvezdicami, poj, vidi, skusi si, ne. Pa verjetno telo tudi ne dovoljuje več, ali? Tempa? Pa ne, pa se telo, mislim, se privadi telo konec koncev, ne. Da je skozi utrujeno, recimo. Recimo, ne, ampak pač drugačni tempo je, drugačni, res težko to opisati, no. Ja, po drugi strani pa tudi tempo je zdaj. Glede na to, kaj smo prej slišali, kako se dan začne, pa kako se konča, ne, sej ni nekega bistvenega počitka. Ne, pač ja, mislim, važno je to, da to delaš za dušo, no, sej pač daleč od tega, nisem jaz tudi po 16-17 ur v kuhinji, ne. Ampak, imam za to tako ekipo, ki zaupam in tudi oni niso tam, ker pač konec koncev jaz še vedno stremim k temu, da pač spočit zaposlen, zbrihtan zaposlen bo dosti več naredil v 8 urah, kot pa nekdo, ko je utrujen v 12 ali pa 14. No, ampak a si kdaj študenti želijo biti dlje? Ne. Ne, ja, okej, je Ne, to. mislim, Da bi kdo rekel, pa bom še potegnil te 2 uri. Pa. ja, mislim, se zgodi kdaj, ni pa zdaj Ni to, pa praksa. Ni praksa, ne. Je pač včasih res kdo vidi, da pač mogoče, ne vem, karikiram, dela raviole, pa namesto, da bi ga pač, ko je smena, tisti potem sošolc prišel pa menjal. Ampak bo dokončal, ne? Bo rekel, Ja, ja. glej, potegnem še, zdaj imam tu še mogoče urcev, pač jih naredim do konca, ne. Kako se pa razlikuje dinamika, ko si enkrat šef kuhinje, pa predtem, ko si vse ostalo, kaj pravzaprav, kako so sploh razdeljene naloge v kuhinji? Če ne govorimo zdaj o vaši, v Sedemki, ampak v profesionalnih kuhinjah. Pač zelo odvisno, no. Včasih so šefi samo kreativni vodje in imajo ljudje, ki jim vodijo pač day-to-day biznis, od naročanja do pač vodenja kuhinje in vse, in ti pač kot šef si kreativni vodja, pokažeš, skuhajo, dela pač, ne. So tudi taki, ki sloni vse na njih, ne, od nabave do hasa, pa do kuhanja, do pač vse, kaj je v kuhinji, pač sloni na njih, ne. In pač zelo težko je, ker pač tudi če si ti kreativni vodja, še vedno moraš ti imeti vpogled v vse, ne. Pač če se imaš ti za šefa. Ker si vseeno ti tisti, ki se gostu zagovarjaš. Zagovarjaš, ne.
In potem, ne vem, so načeloma, ne vem, naš način je tak, da kreativo jaz vodim z mojo ekipo skupaj. Pač tak, da povejo ideje, gremo skupaj, zmečemo ideje na list, pač moja je zadnja, ki obvelja konec koncev, ne. In potem pač naročanje gre preko mene, potem pisanje jedilnikov, recimo za kosila, to dela moj sušef, generalno, oziroma vsi skupaj z ekipo, na koncu pač še vedno dam jaz žegn, in konec koncev tudi jaz delam, ne. Delam smeno, delam normalno, ni tako, da bi jaz zdaj šel v pisarno in Torej, je umazan predpasnik. je umazan predpasnik. Ja, ker tako kot ste prej rekli, ne, včasih so šefi tudi samo tisti, ki vodijo in ne umažejo nožev pa predpasnika. Načeloma imamo mi lepo razdeljene vloge v kuhinji, da ni vse na meni, da pač imajo moji neko tudi odgovornost, da se čutijo mogoče nekaj več kot pa kuharji, konec koncev vse so mentorji, ne. Ja. Ampak vedno se z nekim podjetjem ali pa restauracijo ali pa kuhinjo ali pa z nekom bolj povežeš, če ti nekaj vložiš, neki dodatni trud v to, ne. In če ti to prizna tudi nekdo na nek način, ne. In pač jaz vedno pravim, meni je bilo najlepše, ko sem prišel, ko sem bil kuhar, da sem prišel in sem samo kuhal. Ja. Nisem rabil In študirati. je bilo dobro. In nisem rabil študirati, kaj dela tisti študent, kaj dela ti. Kuhar si, ti kuhaš. Ne? Pač ne rabiš toliko misliti. In pol se dostikrat poleniš. In ti postane ta poklic, ni več kreativen, postane rutina, postane služba. Ne? In zato jaz vsem mojim, tudi konec koncev študentom in zaposlenim, kakorkoli, vedno nekaj zahtevam od njih. Zaradi tega, da pač ne postane rutina, da se zabava, da lahko mislijo, da lahko ustvarjajo, da pač še vseeno imajo na nek način proste roke, ne. Saj se omejuje, ker se pač more, ker drugače bi bil razpad sistema. Recimo, ja. Ampak še vseeno pač vsak ima lahko neko besedo pri neki stvari, ne. Ko sva prej bila pri jedilniku, ne, da zadnji žegen je vaš, a se je kdaj že zgodilo, da je nekaj na listih napisano zvenelo zelo fajn, ko pa ste skuhali, pa ni bilo tako? Ja, dostikrat. Ja? Ja. To je taka stalnica, ne, pač v glavi se dosti stvari čuje dobro, dosti stvari se čuje enostavno, in potem, ko se tega mogoče lotiš, pa vidiš, da pač to enostavno ne gre. In zato pač mi imamo tudi protokole, vsak jedilnik se skuha, vsak jedilnik se proba, vsak jedilnik, če je potrebno, se še enkrat skuha, da pač pridemo do tega, ne, se tudi vino izbere, in ja, ni ta list papira, pač vsi vemo, ne, papir prenese vse, ne. In včasih, ko pač tako kot smo rekli, ne, papir prenese vse, ne. Jaz vedno pravimo, pač pišimo si stvari, ne. Saj ni važno, pač bo šlo, ne bo šlo, ne. Mogoče bo pa pač ta stvar, pa ono ne bo šlo, ampak to pa bo šlo, recimo, ne. Pač treba je, ker mi se lahko pogovarjamo ogromno stvari, ne, ampak se pa bo zgodilo, da pač se boš nekaj pogovarjal, bo ful dobre, da res ono, pa je ne boš napisal, pa bo minilo teden ali pa 14 dni, pa boš imel nekaj časa, da bi tisto probal, ne. Pa veš, da si se pogovarjal, pa veš, da je bila ful dobra ideja, ne. Ne veš več, kaj je bila. Ne veš pa več, kaj, ne. In zato sem jaz res pristaš tega, da se vse piše, tudi vse recepture mi pišemo, glih zaradi tega, ker tudi za ta delo za študenti, za to konstanto, pač imamo res vse stvari napisane. Torej, naslednji korak? Kuharska knjiga? Ja, je želja zelo velika, ampak po pravici povedano, ne vem še, kako bi se to lotil, pa ne vem, kje bi še čas našel. Mogoče pa v penziji?
Prej, bo že prej, ne? Ja, do tega, do penzije še Bo že pa- kakšna druga, tretja. Še pa vam jaz enih 30 let. Iš. Prej smo govorila, ja, ampak torej jedilnik za vsako jed, torej pa naj bo to sladka, glavna jed, karkoli. Je receptura. Ja, mislim, ne receptura, mora biti okljukana z vaše strani in sproba naprej, včasih tudi večkrat receptura in da je pol lahko Ja. pred gostom. Kar dela v ozadju, ne, ko si mogoče ne predstavljajo. Mislim, ja, pač tu se gre za to, da pač lahko vsak od nas to skuha, vsak od nas pač tudi študent naredi, ne, in zato so pač ti standardi, te recepture in to poskušanje, da pač lahko gost dobi, upam, da vedno isto. No, ampak zdaj pa me zanima, boste poskusili se spomniti, kdaj je mogoče, ali pa vse približno, kakšna jed je dobro na listu zvenela, pol na krožniku pa ne. Katera kombinacija mogoče, da ne bo kdo doma ponovil iste napake. Zdaj, kaj je bilo nazadnje takega? Že dolgo ni bilo nič takega, ne? Vedno se pasalo. Pa ja, samo recimo rižota z zeleno pa morskimi ježki. Okay. To bo zdaj glih na novem jedilniku, Okej. bo ta krožnik, ampak zelena ne gre zraven, Okay. recimo. In kaj bo zdaj namesto nje? Ne vem še. Aha, okay. Torej še v nastajanju. Še, mislim, Mogoče na kakšnem listku, kakšnem predalu, kaj dobrega. mislim, saj so ideje, ampak zdaj pač, ko se vrnemo, to izpilimo in to. No. Odlično. Ja, mogoče še to, tisti, ki se odločajo za kuharski poklic, za neko tako motivacijsko sporočilo za konec, je vredno iti v to? Če si želiš, seveda. Se to smo ugotavljali skozi cel pogovor. Pač, jaz mislim, da ja, zaradi tega, ker pač realno imaš nešteto možnosti odprtih, ne. Imaš ogromno stilov. Ne. Pač, tak bi jaz rekel, če si programer, programiraš. Ne. Pač programiraš lahko različne stvari, ne. Če si pa kuhar, pa lahko ti delaš od street fooda do hot dogov, burgerjev, do pic, Ja. do samo steak, Repertoar je širok. Pač je repertoar je brutalno širok, ne. Lahko delaš v restavraciji, lahko delaš v hotelu, lahko delaš v bistroju, lahko delaš na ladji. Pač lahko kuhaš konec koncev za letalsko družbo, ne. Na nogometnih stadionih, ne. Pač možnosti je res neskončno. In pač težko se je včasih tudi omejiti, ne. Ja. Ker pač konec koncev za kulinariko, kamorkoli boš šel, boš lahko delal. Ja, pa dobro boš sprejet, ker lačni so vsi, ne? Točno tako, ne. Jaz vedno pravim, ljudje ne bodo nikoli nehali jesti pa piti. Ja, mogoče za konec, ker smo na posestvu Štajerska sivka, tudi tu ste večkrat v vlogi šefa, tudi na teh zadnjih dogodkih 7K sodeluje, ne, zdaj v avgustu, še en kulinarično glasbeni dogodek, Ja, že v nizkem startu. v pripravah bi lahko rekli, še vedno smo na dopustu. Okay. Tako da še imamo par dni, da se še spočijemo, potem pa bo šlo to kar hitro iz nič na 100. Je razlika delati v kuhinji, kjer točno veš, kje je kaj, in pa potem na terenu, ko se malo drugače obrneš? Mislim, seveda je drugače, ne. Pač jaz po pravici povedano sem še vseeno pristaš 7-ke, domače kuhinje. Ne, vsi smo najbolj srečni, ko prijemo domov, pa gremo na kavč, ne. Na nek način je isto jaz v 7-ki, ko stopim generalno, ne vem, za štedilnik, ne. Je tisto vseeno domačnost, poznanost, ne, prostor, v katerem si, ko točno veš, kje je kaj, je dosti lažje, ne. Ne pravim, tudi takšni projekti, eventi, tereni so super, malo neke drugačne dinamike. Ravno to, da ni tista rutina ves čas, ne? Ni ta rutina, je malo drugače, je mogoče neka druga kreativa, ko včasih jo lahko ne moreš v restavraciji speljati, jo lahko drugje, ne. In ja, je to pač malo drugače, ampak
Kuhinja je pa kuhinja, ne? Jaz še vseeno uživam v kuhinji, kot tudi na terenih, ampak če bi že mogel izbirati, sem rajši kar doma za svojim štedilnikom. Skozi dobivam neka nova izhodišča, tako da moram zdaj še to vprašati. Kaj pa tisti pravi domači štedilnik? Je tudi kdaj zagnan? Ja, je. Mislim, Ker pravijo, komiki doma niso smešni, ko kuharji doma kuhajo. mislim, Kovačeva kobila pri meni ni bosa. Okay. Tako da, ne, načeloma vse kuham skoraj vsak dan doma, pač če le možno, ker pač ne kompliciram mogoče kot v restauraciji, ne, so še vseeno take Pa lahko jaz sem tak na krožniku, ni treba, ja, da je klasične pobrisano. domače jedi, ne, ampak še vseeno pač, ne vem, imam 3 leta staro hčerko in pač jaz sem rekel, da pač vsak dan mora dobiti domač kuhan obrok, Topel obrok, ne, ja. obrok, tak in drugače. In če pač meni to ne znese, skuha žena, tako da delaš domač štedilnik vsak tudi. dan. Hvala lepa za ta prijeten pogovor. Hvala vam. Gledalke in gledalci, vam pa hvala za ogled. Ostanite na BKTV še naprej. Želim vam prijeten dan in nasvidenje.